Kočevskem je turizem usmerjen predvsem na neokrnjeno naravo in na gozdove in pa na razne aktivnosti na vodi. Večino področja Kočevske pokrivajo gozdovi, kar 90% tega območja je gozdnatega. Tako da tudi aktivnosti, ki jih naši turisti lahko doživijo, so vezane na neokrnjeno naravo. Imamo številne možnosti kolesarjenja, pohodništva, tudi gorskega kolesarjenja za tiste malo bolj pogumne in željne adrenalina. Seveda se pa lahko udeležijo tudi kakšnih programov opazovanja narave, spoznavanja prebivalcev gozda, tudi fotolov je na našem območju zelo popularen in pa razna opazovanja divjih živali in rastlinja v gozdu. A je tudi v vaši organizaciji ugled zaprtega dela Kočevske? Mislite področja Kočevske reke? Tudi po tem območju naši vodniki lahko popeljajo in vam predstavijo vse značilnosti tega območja, kako je bilo včasih, kako je danes. In pa seveda v letošnjem letu je vrata turistom odprl tudi bunker Škril. To je podzemni objekt, ki je bil zgrajen v času hladne vojne. Leži približno 70 metrov pod zemljo in v okviru našega zavoda nudimo tudi ogled. Naš vodnik vas popelje po teh skrivnostnih hodnikih in vam razkrije vse skrivnosti tega objekta in njegovo delovanje. Kako se morajo naročiti za ta ogled? Naročite se lahko po telefonu ali po elektronski pošti. Kolegice na infotočki vam takrat podajo vse informacije, vam predstavijo proste termine in vam dajo vsa navodila, kje se dobite, kako poteka sam ogled in kako pridete do samega objekta. Še naslov, če poveste. Elektronski naslov? In poštni. Elektronski naslov, na katerega se možno naročiti, je bunker-skril@kocevsko.com. Naslov infotočke, se pravi tam, kjer je zbirno mesto, odkoder vas potem naš prevoz odpelje do samega objekta, pa je Kočevska reka 5, Kočevska reka. Ok. Imamo še kaj zapovedati, kar bi bilo zanimivo za turiste? V zadnjem času opažam, da imate tudi precej glasbenih prireditev. Seveda tudi na kulturnem področju se pri nas veliko dogaja, številni dogodki, številne prireditve, tako da na spletni strani www.kocevsko.com je seznam vseh prireditev v različnih mesecih. Prva med njimi bo seveda Mačkarada, Zapusta, potem pa skozi poletje veliko zanimivih zadev tudi na tem področju. No, kakor so že tudi sama omenila, tudi kolesarstvo se zelo razvija v vašem koncu. Tako. Imamo veliko število gozdnih cest, ki so zelo primerne za kolesarjenje. Veliko zanimivih kotičkov, ki jih lahko obiščete tudi s kolesom. Zelo aktivni pa so tudi naši kolegi, ki urejajo MTB Trail Center. Se pravi, to je pa za tiste majčkeno bolj pogumne, ki se želijo spuščati tudi po bolj strmih progah, pa čudovito urejene poti, po katerih se lahko zapeljajo. Hvala za pogovor, vaše cenjeno ime in priimek. Moje ime je Nevenka Klun, delam na zavodu Kočevsko, na katerem skrbim za področje turizma in vas prijazno vabim na Kočevsko, skrivnostni gost Slovenije.